otrokom lahko berete poezijo, a ne. Zdaj ni treba zbirati samo tekstov, ki so namenjeni otrokom. Mama mi je ravno danes pripovedovala, ko sva šla na kosilo, pa še hčerka rekla: "Joj, samo da ne boš pripovedoval, kako sem ti zdaj kitajsko liriko brala, ke si bil čisto mali." Sem rekel: "Točno to bom povedal." Ne, zato ker je pravzaprav to ena zelo zanimiva reč. Bili smo na počitnicah, jaz sem bil tako mali, da še brati nisem znal. Mama mi je prepovedala, prepela vse pesmi, ki jih je znala, vse smo prebrali, kar smo imeli. Potem je pač začela brati tisto, kar je se prinesla za brati. Prinesla si je pa prevode kitajske lirike Gradnikov in prinesla si je Kosovela. In potem je pač tisto brala, ne. Jaz sem seveda na neki način ene stvari razumel, in pač po svoje si razlagal, a ne. In hočem reči to, da pravzaprav poezija je take vrste literatura, da glede na to, da je koncentrat, a ne, da deluje z zvokom, deluje s pomenom, deluje z vsebino, deluje z ritmom, deluje pa tudi s človekovo bližino, če nekdo komu to bere. Zdaj, poezijo brati z otrokom je približno tako, kot da greste na sprehod z njim. Nič ne veste, kaj vas čaka, ne, ali bo zdaj otrok sam letal okrog, pa boste vi samo za rezervo in za, bi rekel, vedenje otrokovo, da ste tam, če vas bo rabil, ne, ali bo ves nesrečen in utrujen, ga boste štup po ramo nosili, ali vas bo za roko prijel, ali bo po lužah skakal, ne veste. In poeziji isto, ne veste. Zelo podobno sta sprehod in branje poezije. Tako da za konec bi vam pa samo prebral eno čisto kratko štirivrstično pesem iz te kitajske lirike, ki jo pa mirno lahko berete z otroki. Yang Wei-cen je avtor, naslov je pa Zjutraj. Že vstaja sonce izza gor, glavice rumene rdeče dvigajo cvetice. Star kmet me sreča, rož ponuja mi, metuljev truma se za njim podi.